Lepo pozdravljeni, dobrodošli v Menjačankovi domačiji, tokrat virtualno. Danes je en poseben dan, virtualno odpiramo razstavo domžalskega ustvarjalca Milana Birmana, ki ga seveda najprej lepo pozdravljam. Hvala lepa, lep pozdrav. Ja, današnja situacija, kakršna je zdravstvena situacija, nam nekako kulturnim ustanovam ne dovoljuje, da bi prirejali kulturne prireditve oziroma odprtje razstav tako množično, kot smo to bili navajeni prej. Ampak nič ne de, pomembno je to, da smo aktivni, da smo kulturno razgledani in v tem smislu tudi današnjo virtualno odprtje razstave je organizirano ob kulturnem prazniku, ki se že približuje. Tako da v kulturnem domu Franca Bernika Domžale v sodelovanju z občino Domžale prirejamo različno celo paleto različnih dogodkov, primerno za vse generacije, tako da tudi današnja otvoritev razstave bo kot ena taka slikarska slaščica, lahko bi tudi rekla, za našo publiko. Torej, Milan Birman ste samouk v slikarstvu in že prvi pogled okrog naju govori o tem, da vas navdušuje narava. In ta narava je zelo resnična, je tudi osvetljena, prepojena s svetlobo, malo tudi idealizirana. Skratka, cela paleta pogledov v virtualni naravni svet. In kot ste tudi sami že podali popotnico, nekako naj bi ta razstava vsaj za kratek čas pretrpela to turobnost z današnjega epidemijskega časa. Tako da zdaj skupaj bova povabila vse gledalce, da narediva en kratek virtualni potep po slikah. In za začetek, ki ne začneva, ja na začetku, mogoče bi lahko zaupali najprej, torej, s čim se ukvarjate, kaj ste po poklicu, torej, kako bivate v tem našem mestu Domžale oziroma ali spremljate kulturni utrip tega mesta. Ja, jaz sem v bistvu rojen Domžalčan, stanujem na Podrečju, to je praktično sosednje naselje Domžal ob Kamniški Bistrici. Kot ste rekla, sem samouk. Slikarstvom sem jaz začel tam nekje v letu 2014. Kot ste omenila, veliko svoje energije, dela tega slikarskega posvečam naravnemu okolju. Poskusil sem seveda tudi razne druge motive, tako portrete, kulturno dediščino, živalski svet. Narava mi je pa nekaj, kar mislim, da ne samo mene, ampak tudi veliko večino ljudi navdihuje. Zdaj v tem času, ko je svet nekako padel s kolesja, sem prepričan, da še bolj. In tudi moje slike, jaz velik del pozornosti, ko naravo slikam, usmerim v to, da že podlago najdem takšno, da je bodisi povezana s soncem, vodo, drevjem. To pa nekako vliva neko sprostitev tistim, ki se gibljajo v naravnem okolju in pa seveda tudi tisti, ki takšne slike potem pogledajo. Jaz sicer službujem v javnem sektorju, zadnjih 15 let se ukvarjam predvsem z področjem nadzora javnih financ, kamor sodijo vse vsote odhodke, v zadnjem obdobju pa predvsem področju plač. Sicer sem pa v preteklosti služboval tudi na domžalski
občini, tega je že kar nekaj let, sega to v obdobje leta 94-95, ko smo začeli z novo občino, jaz sem bil tisto obdobje direktor občinske uprave. No, potem je pa seveda pot odnesla pa v ljubljanski konc in tam sem še vedno. Kako pa sobivate v Domžalah, pa ta kulturni trip, kako ga spremljate? Zdaj, seveda, dokler sem bil v Domžalah bolj aktiven, sem bil tudi več prisoten v tem javnem življenju. Potem je pa dejstvo, ko se človek službeno seli v Ljubljano, zapade tudi pod to težavo, da postane malo spalen del. To je seveda problem ob ljubljanskih področjih, nekako potem postanejo spalna naselja. Ampak kulturen utrip, kot ga uspem slediti, je kar razgiban. Dobro, zdaj to obdobje je specifično, ko bo pa posijalo sonce v prispodobi, da bo ta zagonetna situacija, ki smo ji priča, nekako popustila, sem pa prepričan, da ta kulturen utrip še bolj prisotni. Jaz ga sledim toliko pač, kot mi ta popoldanski čas to omogoča. In potem ste dobili povabilo našega zavoda, da ste razstavljate v domačiji, kar pa v bistvu je bila tudi pobuda, kot ste že mi omenili, vaših znancev, prijateljev, da bi morda tudi domača kraj razstavljali, tako da dejansko res prvič razstavljate v Domžalah. Pa še nekaj, dejansko vi slikate šele 6 let. To je zelo kratko obdobje in v tem obdobju, kot ste mi povedali, ste naslikali celo množico slik. In dejansko, kako se je pravzaprav vse skupaj to začelo? Zdaj, vse skupaj se je to začelo v letu 2014. Jaz sem v tistem letu spomladanskem obdobju nabavil 2 panja čebel. Dobil idejo, da bi oba panja opremil s panjskima končnicama in seveda, da to ni prazno ali pa da nekje to kupam, sem dobil idejo, da nekaj naslikam na te panjske končnice. In potem sem ti 2 panjski končnici poslikani nesel gospodu Jožetu Vajdi, sokrajanu, slikarju, kiparju, ki je pri vas že razstavljal. In on mi je takrat, ko je te panjske končnice gledal, rekel, ti bom dal jaz eno platno, pa na to platno nekaj naslikaj, pa mi prines pokazati. In tako sem jaz s tistim platnom odšel, doma nekaj naslikal, čez 14 dni približno s tem izdelkom šel do njega in tam se je zadeva v bistvu začela. On mi je rekel, da prvič me vprašal, če sem res to jaz naredil, sem rekel, ja, sem, Seveda mi je dal nekaj napotkov, kako izboljšati in tako se je začelo. Mislim, po tem času si nabavil platna, barve in kar veselo začel slikati. Tako da teh slik se je v tem obdobju nabralo. Jaz mislim, da če bi jih štel, bi bilo tam 100 in nekaj. Res pa je, da jaz to delam ob delovnem času. Dopoldne sem v službi, slikam pa večinoma bolj pozno zvečer. Torej, na nek način ste potem, ali smo odkrili en skriti talent? Jaz ne bom rekel skriti talent. Jaz verjetno sem imel nekaj ambicij ali pa nekaj zgodovine. V osnovni šoli sem likovni pouk imel rad. Res je, da takrat sem zelo rad risal s svinčnikom, barve, sploh vodene me niso pritegnile. Tako da, ko sem prišel na platna pa na akrilne barve, sem bil kar presenečen, da sem neko tisto bariero iz otroških let presegel in očitno so se stvari nekako zložile, te barvne kombinacije, pa tisto, kar je bilo predmet
poslikave se je ujel, potem te pa v bistvu znanci, publika vodi. Ko dobiš neko potrditev, ti nekdo reče, tole je v redu, te malo dvigne in tako greš naprej. In tisto, kar ste me prej vprašala, ja, v tem umestnem obdobju so me znanci, kolegi tudi sprašvali, kdaj boš pa kaj v domačem kraju naredil, glede na to, da 2 razstavi prej sem imel v Ljubljani in letos je prišla ta prilika, oziroma prvi pogovor na to temo je bil že v lanskem letu, da bi se to zgodilo v Domžalah, v Manačenkovi domačiji na povabilo kulturnega doma, tako da moram reči, sem bil prijetno presenečen in sem z veseljem se odzval. In upam, da ne bom razočaran. O ne, sigurno ne. In zdaj smo tukaj, torej zimska krajina sva dala nekako skupen naslov temu izboru slik, torej krajina, pokrajina, ki aktualizira aktualen čas, lahko tako rečem, torej zimo. In vsekakor pa bi lahko najprej vas vprašala, preden se lotiva bolj podrobno te motivike, kaj je zdaj, ali vam dejansko to slikanje pokrajine pomeni kot en tak beg iz monotonega vsakdana? Pomeni mi predvsem sprostitev. Takrat je človek malo bolj svoboden, kot je sicer. Ker jaz grem slikati po meni to paše, slikam tisto, kar si sam spomnim, delam toliko časa, kot se mi nekako zdi, če nisi nekako v kondiciji, takrat niti ni primerno, da greš slikati, izdelek takrat običajno ni dober, tako da vsak dan ni enak, na srečo je pa kar dosti ni takih, da je razpoloženje tak, da lahko rečem, da potem nekaj nastane. Narava pa, ne vem, jaz imam naravo rad. V tem sem užival že od majhnih nog, recimo jaz sem od malih nog zaljubljen v Veliko planino. In tja hodim tudi zdaj. Tam je res precej neokrnjene narave. Moram reči, tudi zimskih slik, fotografij raznih, sem zdaj v zadnjem obdobju videl veliko in sam čakam, da bo prišel čas, da lahko kaj od tega spravim na platno, ker je pa res letošnja zima polno obdarjena s snegom in tam lahko doživiš pravo zimsko pravljico. Zdaj, zimskih motivov sem jaz naslikal kar nekaj, tako da, ko je prišla ideja, da se srečamo v tem zimskem času, se je to lepo poklopilo. Teh zimskih motivov je kar nekaj in tako smo dali tudi potem naslov Zimska krajina. Gospod Milan, govorila sva o zimski krajini, ampak v samo postavitev razstave sva pa vključila tudi svetlejše motive, če lahko tako rečem, oziroma sva poskušala predstaviti različne letne čase, ki grejo nekako od pomladi, od zimske pomladi do poletja, obsijanga s sončno svetlobo, potem do jesenskih barv. Skratka, cela paleta različnih motivov, ki lahko najdemo torej znotraj krajine. In pogovoriva se malo o tej svetlobi. Se mi zdi, da kot neka rdeča nit po vsej razstavi poteka, od platna do platna. Ampak sama svetloba je pa zelo različna, kot prvo v samih letnih časih se razlikuje, pa tudi tekom dneva, odvisno v katerem delu dneva se nahajamo, torej je zelo pomembno ta odsev svetlobe. In kako se vi tega lotevate? Vsekakor je to tak pomemben ustvarjalen izziv. Ja, tako kot sem že prej omenil, moje slike precej sledijo soncu v vodi. In seveda, čim je sonce, je močnejša dnevna svetloba, potem so tudi malo močnejše barve. Očitno mi je to
všeč že od samega začetka. Vidite pa seveda, da te barve se spreminjajo skozi letne čase. Tukaj smo za poskušanje, za približek dali recimo tudi obdobje poletja pa začetek jeseni, ker sploh jesen nastopajo pa malo drugačne barve, več je rjave, več je oker, več je rdeče barve. Skratka, to, kar je prisotno v jeseni, in jesen ima seveda tudi svoj poseben čar. Tudi tisti, ki v naravi se veliko gibljajo, vedo povedati, da je jesen en zelo bogatih letnih časov, kar se zadeva barv, ki jih je možno v naravi videti. Tako da mene vod predvsem res ta svetloba sonca, vidite na praktično 2/3 slik je sonce nekje prisotno. Ampak pogovarjali smo se pa, da je tudi zimska svetloba se razlikuje. Imamo obdobja te zelo modre svetlobe, zelo mrzle svetlobe, pa potem do tega, ko zimo oziroma sneg, pokrajino obsije sončni zahod, naprimer. Zdaj, običajno je, kadar imamo jasno nebo, takrat je nebo modrikasto, prevladuje modra barva in modra barva oziroma barva naravnega tega okolja se seveda potem odbija od predmetov tudi v naravi. Zdaj, če ste omenili zimska krajina, če je jasno vreme, potem je modro nebo, potem se od snega odbija modra barva v različnih odtenkih. Če bi imeli, kar sicer tu nimamo prilike videti primera, da bi bilo malo bolj oblačno vreme, potem je nebo bolj sivkasto in tam je potem tudi sneg sivkast. Ne more od sivga neba se odbiti modra barva. Ker so pa te slike seveda vse v času sončne svetlobe, pa prevladuje modra, pa seveda v različnih odtenkih. Tam na prejšnjem prostoru na eni sliki se zelo značilno vidi, kako se potem ta svetloba tudi odbija in zrcali v snegu, odvisno kako so postavljene oziroma kako stojijo drevesa in kako se potem ta svetloba odbija. Zdi se mi pa seveda zelo pomembno, kar je neke vrste čar prenosa zadev na platno, ustvariti tretjo dimenzijo. To mi je tudi Jože Vajda že v samem začetku rekel, ko boš osvojil tretjo dimenzijo, ki jo pa dobiš seveda lahko z barvo, lahko z ostrino, ko boš to osvojil, potem si naredil verjetno prve črke abecede. Jaz upam, da mi je to uspelo. Ja, torej ta prostorska resnična iluzija je res problematična, torej v tem smislu, da se vsak avtor na svojsten način loteva tega likovnega problema in na različne načine tudi rešuje. Bi pa mogoče nadaljevala v tej smeri, to sem vas že takoj, ko sem videla vaše prve slike, sem vas takoj vprašala, ker me je res izredno zanimalo, ali vi hodite v naravo, fotografirate resnične prizore v naravi in potem to fotografijo uporabite za svoje slike, ali odkot črpate te predloge? Zelo različno. Nekaj fotografij, ki sem jih sam naredil, so podlaga za moje slike. Recimo ta primer Velike planine, se prav spomnim, ko smo prišli na planino, to je bil mesec april in ko se
odprla ta pokrajina, konci Snagaše, tole jezerce spredaj, je nastala fotografija in mislim, da že v skoraj naslednjem tednu potem tudi slika. Slik oziroma podlage fotografije pogosto dobimo od prijateljev. V današnji dobi je na internetu materijala ogromno. Je pa tako slikati v naravi, da bi pa v živo sliko, je pa problem, ker moje slike so predvsem zelo realistične. Taka realistična slika terja svoj čas. In take slike ne bi mogel naslikati v enem dnevu, ki je šele v tistem času, ki bi ujel tisto sonce, ki je pač pozicionirano na nekem mestu. Zelo različno uporabljam te motive. In kako v bistvu posežete v posnetek stvarnosti na platno? Torej, ali lahko prepoznamo vaš vnos, torej vnos Milana Birmana v določeno sliko? A je to možno nam gledalcem to sploh opaziti? Torej, sprašujem v tej smeri, ali realistično torej posnamete fotografijo ali tudi vnašate recimo v skladju z nekim vzdušjem, idejo, mogoče kakšne spremembe. Zdaj, tu je odvisno, s kakšno ambicijo, s kakšnim namenom se slike lotaš. Če želiš predstaviti res zelo realistično sliko, potem je na taki sliki veliko detajlov. Veliko detajlov seveda terja svoj čas, nastanek take slike je malo daljši in seveda potem je to zelo realistična slika. Ne bom rekel hiperrealistična, se spoznam tudi nekaj kolegov imam, teh je v slovenskem prostoru veliko, jih včasih premalo poznamo, ampak vam povem, da v Sloveniji je ljudi, ki imajo roko za kaj spraviti na platno presenetljivo veliko. In imam enega kolega, ki pa lahko rečem, da je pa res hiperrealist, dela tudi veliko na portretih, rajši vam pa ne povem, kakšna je časovna dimenzija izdelave takega portreta, tako da sem bil tudi jaz presenečen, ki mi je to omenil. Seveda, če pa se lotam slike skozi krajši čas, potem je manj detajlov, več abstrakcij. Te slike, ki so pa zdaj večinoma tu razstavljene, so pa lahko rečem realistične, kar precej na taki sliki seveda nekaj več ur dela. Na koliko časa približno porabite tako v povprečju za eno sliko? Zdaj, če bi rekel povprečje, je to recimo tam nekje blizu 15 ur. Če pa rečem, časoven interval je pa od 1 ure pa do 40. So slike, ki sem jih naredil v 1 uri, ampak tukaj ni nobene od teh. Je tudi slika, za katero sem porabil približno 40 ur časa, ampak je tudi ni tukaj. Tako da te, ki so tukaj prisotne, je to nekje tam 15 do 20 ur. Torej, gospod Milan, omenil ste, da kar veliko slik ste že naslikali in ta hiter postopek slikanja najbrž tudi vam nekako ustreza akril zaradi tega hitrega postopka, ker je hitrejše sušenje in tako naprej. Torej, če lahko nam še zaupate malo več besed o vaši tehniki slikanja. Ja, v bistvu vse moje slike, kar je na platnu, so slikane z akrilnimi barvami. Spopadal sem se in se še vedno tudi z mislijo, da bi se mogoče lotil olja, ampak sem nekako tega mnenja najprej v tej tehniki, v kateri delam, doseči še kak napredek, pa potem narediti razmislek, da ne bi zdaj prekmašal v to, kar
način slikanja je podoben, barve pa seveda precej drugačna. Prednost akrila seveda je v tem, da zelo hitro suši, dopušča tudi napake, kar pomeni, če si kje kiksnil, se z akrilom to z lahkoto popravi, tudi naslednji dan se da kaj popraviti za prejšnji dan. V olju predvidevam, pa je to malo težje. Akril seveda ima prednosti tudi za določeno vrsto slikarskega ustvarjanja. Je pa malce problematičen lahko za portret. Jaz sem poskusil in naslikal tudi par portretov, tam pa je seveda malo problem, ker relativno hitro suši in je te mehkejše prehode malo težje narediti. Tako da akril uporabljam pa seveda čopiče. Teh čopičev je cel niz v takem večji posodi, različnih debelin, različnih oblik. Uporabljam pa skoraj pri vsaki sliki pa tudi kakšno slikarsko lopatico za kakšen del nanosov. Sploh sonce, tam, kjer je sonce prisoten, je zaglajen z slikarsko lopatico, ker to se s čopičem malo težje oziroma je treba kar precej teh nanosov narediti. Zanimivo. Kako pa je z vašim izpopolnjevanjem, glede na to, da ste samouk, najbolj ste prebrali že kar veliko knjig in tudi pogledovali mogoče drugim avtorjem, torej vaši vzorniki mogoče, če lahko kakšnega zaupate nam? Ja, jaz imam tudi na Facebooku kar veliko prijateljev, slikarjev slovenskega področja, z evropskih držav, pa tudi izven. Moram pa reči, da res slikarji, po katerih se spogleda marsikdaj, prihaja pa precej z področja Rusije. Volegov, Juškevič, to sta dva aktualna slikarja, delata podobne stvari, predvidevam, da sta seveda korak naprej, kot jaz. Jaz pa seveda želim, da to tehniko še izpopolnim in se tistim, ki so boljši, čim bolj približam. In torej lahko potem za prihodnje pričakujemo mogoče, da se boste še, kot ste omenili, še v kakšni drugi vrsti tehnike soočil, oziroma se s kakšno drugo vrsto tehnike soočil, oziroma imate mogoče kakšen, a lahko nam zaupate morda kakšen načrt, plan, kako boste vnaprej zdaj nadaljevali to svojo slikarsko pot? Zdaj sigurno narava bo ostala rdeča nit, te gotovo ne bom zapustil. Malo več pozornosti nameravamo usmeriti tudi mogoče kakšnim našim krajem. Prej sem omenil Veliko planino, prepričan sem, da zdaj v mesecu dveh bo par slik nastali iz tega dela. Zdaj v tehniki, olju ne upam nobenih datumov postavljati, to enostavno more samo priti. Ne upam nič reči. Upam pa seveda, da bo kdaj tudi kaj za pokazati, še kaj drugačnega, kar bo mogoče tudi vašo galerijo zanimati. No, ravno to sem hotela vam posredovati en namig. No, mogoče bi se pa lotili, torej, recimo domžalskega. Domžale pa ponujajo veliko naravnih pisarčkov, no, a pa mogoče malo tudi izven nje. In mogoče po prihodnje naredite še kakšno serijo teh prizorov, torej iz naših domačih krajev. To gotovo. Mi imamo recimo Porečje, Kamenške Bistrice, Rače,
Šumberka, Krumperka, tam se gotovo najde nekaj motivov, prav čas moraš biti na pravem mestu, najti dobro fotografijo, potem to prenesti na platno. Razmišljal sem enkrat, ampak to zelo bežno. Zdaj, zgodovina Domžal je tudi po svoje zanimiva, ne? Seveda pa je ta dediščina Domžal, ki izvira iz Stoba, pa potem kasneje, ko so Domžale nastajale, je pa več ali manj slikovno prisotna v črno-beli tehniki. Mogoče tudi kdaj kaj na to temo ali pa vsaj kakšna od slik. No, vidite, smo že kar razkrila nekaj vaših načrtov za naprej. Vsekakor pa se moramo pa trenutno posvetiti torej tej razstavi, ki je tukaj v Melančankovi domačiji in dejansko je sedaj nekako doživela tudi odprtost. Žal mi je, da trenutne razmere ne dopuščajo tega, da bi bili z nami tudi torej obiskovalci oziroma vaši znanci, prijatelji, družine, da bi to delili z vami. Ampak vsekakor vas, tako kot jaz in najbrž tudi vi, vabite, kolikor bo seveda možnost, kolikor bodo COVID ukrepi to omogočili, ko bodo spet muzeji in galerije odprti za posameznike, da si to razstavo pogledate v živo. Vsekakor pa zato prosimo vas, da spremljate našo spletno stran, Facebook stran, kjer bo seveda to tudi natančno objavljeno, torej nekako od 4. februarja dalje. Za konec, torej naj vam, gospod Milan, čestitam za tole razstavo. Tudi me veseli, da ste se odzvali torej našemu povabilu in da smo nekako sklenili to v takšno res prijazno in navdušujočo zimsko razstavo. Bi mogoče želeli še kaj dodati? Imate mogoče še kakšno stvar bi želeli povedati za zaključek? Ja, najprej seveda hvala lepa za povabilo in možnost, da se to zgodilo tudi v domačem kraju, v tem lepem ambientu. Tudi jaz delim upanje, da bodo mogoče razmere vendarle dopuščale, da si kak manjši krog ljudi razstavo lahko gleda v živo. Vkolikor ta možnost bo, bom jaz tudi z veseljem se oglasil v tem razstavnem prostoru, ker si seveda vsak nekaj ustvarja, želi takšnih in drugačnih stikov s publiko, z tistimi, ki jih to zanima. Seveda pa neposreden stik, beseda je pa tisto, kar res največ velja in to v teh časih res vidimo, kako ta del pogrešamo. Tako da še enkrat hvala, jaz vabim vse, ki bodo imeli priliko v takšni ali drugačni obliki to razstavo pogledati. Veselim se komentarjev, dobrih besed, tudi kritičnih. Saj to je tisto v bistvu, kar človeka brusi, tako kot kamen prodnik v Kamniški Bistrici. Precej časa se mora kotaliti po strugi, da dobi to obliko, kakršno ima in mora pač preživeti dobre in slabe čase svojega potovanja. Ja, gospod Milan, tole ste odlično zaključili, ne? Tako da tale naš pogovor. Nekaj samo še nadgradim, da ne boste verjeli, ampak tale vaša razstava je tudi nekako uvod ali pa obeležje 10-letnice delovanja Melančankove domačije v okviru kulturnega doma Franca Belnika, ki bo pa seveda tudi prenesel nadaljnje dogodke v nek tak spomin na ta jubilej. Torej, hvala za vašo pozornost in upam, da se kmalu vidimo.